Včeraj so se v Narodnem domu prvič podeljevale nagrade za štajerskega zdravnika leta. Nagrado za družinskega zdravnika je prejel dr. Dejan Kupnik, za ginekologinjo dr. Unita Zupanc, za pediatrinjo dr. Mojca Švab-Zavratnik, za zobozdravnico pa dr. Vesna Kaloh. Ob negativnih novicah, ki se pogosto širijo okrog zdravstva, so bile včeraj v ospredju predvsem pozitivne. Pomembno je poudarjati pozitivne strani, zaradi tega, ker negativne so skozi na naslovnicah. In seveda potrebno je uravnovesiti to poročanje, zaradi tega, ker ko govorimo o slovenskih zdravnikih, pa pustimo zdravstveni sistem za hipec ob strani, potem moramo enkrat pravzaprav ljudem povedati, da imamo vrhunske zdravnike na vseh področjih medicine in da so to ljudje, ki smo jih sami izobrazili. Tako v Sloveniji kot tudi v Mariboru imamo kadre, ki se lahko primerjajo z evropsko ali pa celo svetovno elito. Ves čas govorimo samo o nekih negativnih stvareh, ki jih poznamo, ampak v slovenski medicini, še posebej pa v severovzhodni medicini, se ne dogaja samo to. In prav je, da ljudje izvedo, da imamo na vsakem izmed oddelkov strokovnjake, ki se lahko merijo s svetovnimi strokovnjaki, ne v nekem manjšem merilu. Nagrado za medicinski dosežek leta Štajerske regije 2018 je za inovativno in interdisciplinarno delo na področju implantacije individualno izdelanih količnih vsadkov prejel dr. Andrej Moličnik. Za takšne posege, za katere smo danes dobili to laskavo priznanje, je pravzaprav delo brez ekipe nemogoče. To je timsko delo, tukaj je potrebno sodelovanje praktično od prvega do zadnjega zaposlenega na oddelku. Saj uspešno zdravljenje ne predstavlja samo uspešno izveden poseg, operacija, ampak tukaj je priprava na poseg, tukaj je pooperativna rehabilitacija, tukaj je nega rane, nega bolnika. Skratka, gre za usklajeno timsko akcijo. Seveda, v takšnih priložnostih pa vidimo samo tisti vrh oziroma jagodo na smetanovi torti, to pa je pač vrsta posega, zaradi katere bolnik pride v bolnišnico, ampak kot rečeno, brez timskega pristopa si takšnih zadev sploh ne moremo predstavljati. Glasovanje za nagrade je potekalo tako strani bralcev časnika Večer, kot tudi strani zdravnikov z vseh področij. V današnjem nagovoru sem poudarila, da gre za delo strokovnjakov, seveda, ki jih vodi zdravnik. In ne smemo pozabiti, da je zdravnikova odgovornost tista, ki je glavna in največja. Seveda pa teh dosežkov, ki smo jih danes predstavljali in mnogih drugih, ne bi bilo brez preciznega, natančnega, spoštljivega, uspešnega vodenja drugih zdravstvenih kadrov. In tudi ti kadri pomembno prispevajo k tem dosežkom. In seveda, kako oblikovati dogodek, da se bo njihovo delo bolj poznalo, je izziv za naslednje leto. Prva, v prihodnosti morda tradicionalna podelitev častnih priznanj je potekala v pozitivni smeri, čeprav se namigov na negativno stanje v zdravstvu ni dalo spregledati.